Tako, zdaj je pa na vrsti predavanja oziroma predstavitev, ki pa bo potekala na daljavo. Če sem bil pravilno obveščen strani organizacijskega odbora. Tako da zdaj bomo tudi mi tukaj prisluhnili te predstavitve v bistvu na daljavo. Zdaj ne vem, imamo vse pripravljeno. In sicer bo to predstavitev prispevka dejavnosti za promocijo zdravja starejših zaposlenih z uporabo pametne tehnologije v organizacijah. Prispevek sta pripravila Ana Marija Kejžar ter Simon Colnar. Potem bi pa mogoče kar začel s predstavitvijo. Jaz se sicer opravičujem, da ne morem biti z vami, no zadnji hip sem s kolegico Ana Marijo se dogovoril, da bom danes jaz predstavljal. Pa tudi doma imam zelo majhno hčerkico, tako da ni lih zdaj trenutek, ko bi lahko šel kamorkoli na pot. Prispevek danes je v bistvu vezan na tematiko organizacijskih aktivnosti za promocijo zdravja starejših zaposlenih s pomočjo pametnih tehnologij. Jaz bi tukaj mogoče poudaril, da gre za kombinacijo nekih dveh področij, torej staranja delovne sile starejših zaposlenih na eni strani in pa potem posredno tudi pametnih tehnologij. Prispevek je nekako bolj, naše širše delo programske skupine, ki jo imamo pri nas na Ekonomski fakulteti, pa seveda tudi potem na prvem slajdu, kjer je bilo zapisano KCUL, se pravi Kompetenčni center Univerze v Ljubljani za socialne inovacije za zdravo in aktivno staranje, ki nekako seveda predvsem, preučuje to področje starejših zaposlenih in pa potem preko določenih deležnikov tudi to bolj tehnološko področje. Zdaj, čisto za kontekst, ker je bilo že nekaj težav z povezavo, bom samo, če greste prosim na naslednji slajd, samo pokazal tole, da tukaj v bistvu lahko res govorimo na enem primeru in o staranju populacije in pa potem o staranju delovne sile, kjer v bistvu prihaja do upada, prebivalstva v delovno aktivni skupini 15 do 64 let. Posledično pa tudi recimo, kaj to pomeni v organizacijah, da imamo recimo, če po nekih klasifikacijah štejemo kot starejše zaposlene tiste 50 plus ali pa 55 plus, vedno večji delež starejših zaposlenih, lahko tudi rečemo v bistvu absolutno relativno številka starejših zaposlenih v organizacijah je večja. Če greste majčkeno naprej, prosim. V bistvu tudi eni izzivi so bolj globalni, to je zviševanje upokojitvene starosti, pa kar je potem mogoče še majčkeno tudi bolj zanimivo za nas, v določenih poklicih, profesijah nekako že prihaja do tega primanjkljaja delovne sile, in tukaj potem, če ni dovolj mladih, ki bi se za neke poklice odločili, je potem lahko tudi zanimivo, kako lahko v bistvu starejše zaposlene, ki so še vedno v nekem dobrem stanju, imajo še motivacijo, da želijo delati naprej, vseeno prepričamo, da bi si želeli delati dlje in da jim v bistvu organizacija tudi na nek način to omogoča, da oni potem lahko delajo dlje. Če gremo kar 2 slajda naprej, lepo prosim, tukaj je v bistvu bila na prejšnjem samo ena slikca, kako v bistvu se je zviševala upokojitvena starost po posameznih državah, pa to za današnjo prezentacijo ni tako pomembno. Če rečemo lahko v bistvu, da danes pri 60 nisi več star, potem tudi, glede na to, da prihajam iz fakultetnega okolja, precej poudarka dajemo raziskavam na bazi nekih empiričnih podatkov, in tukaj so rezultati zelo mešani. Zdaj, produktivnost starejših zaposlenih je res lahko nižja v določenih poklicih, lahko je povsem enaka kot z mlajšimi kolegi, lahko je pa celo večja. Zdaj, to velja predvsem za tiste poklice, ki so morda malo bolj bazirani na znanju, recimo en tak akademski poklic je lep primer, kako lahko v bistvu skozi leta, ko se nam izkušnje nabirajo, smo v bistvu celo bolj produktivni potem v neki kasnejši, poznejši fazi svoje kariere, in lahko tudi v bistvu več prispevamo in z vidika prenosa znanja in z vidika nekih izkušenj, vpletenosti v projekte. Seveda pa zdaj, a si nek starejši zaposleni še vedno želi delati, je odvisno od velikega števila različnih dejavnikov.
En je seveda finančna varnost, en je potem tudi njegovo fizično stanje, ker enostavno, če imamo kakšne poklice, ki so precej delovno intenzivni, potem v bistvu tudi, če je nekdo žal bolan oziroma če je njegovo telo iztrošeno, kljub njegovi najboljši veri, da bi z delom nadaljeval, to včasih enostavno ni mogoče. Po drugi strani je pa tukaj tudi potem ta drugi vidik, to je pogled delodajalca, ali je ta starejši zaposleni še pomemben, ga potrebujejo v tej organizaciji, kakšno podporo mu lahko nudijo. Tukaj potem prvič lahko rečemo, da igra določeno vlogo tudi tehnologija. Imajo pa seveda starejši zaposleni tudi seveda kar nekaj prednosti, kakor sem rekel, to je ta akumulacija znanja, potem njihova omrežja so boljša, pa tudi raziskave kažejo, da so bolj predani lojalni organizaciji. Posebej zdaj v tej generaciji Z, ki prihaja na trg delovne sile, opažamo, da so precej hitri pri menjavi nekega poklica, pri menjavi delodajalca, medtem ko to pri starejših ni tako izrazito. Če bi lahko šli na naslednji slajd, lepo prosim. So pa tudi seveda neki izzivi, kakor sem omenil, zdravstveno stanje. Včasih se tudi zgodi, če ne vlagajo dovolj v neko usposabljanje, konstantno izobraževanje, da lahko skozi leta njihovo znanje postane zastarelo. Pa tudi ta tehnološki vidik, tukaj je vedno nekako veljala ta paradigma, da predvsem mlajši obvladajo tehnologije, starejši pa imajo recimo malenkost več težav z nekimi novimi tehnologijami oziroma so tudi majčkeno bolj nenaklonjeni spremembam, ki jih prinaša s seboj tudi tehnologija. Kar je mogoče zanimivo je, da ko govorimo o nekih kariernih planih, to ponavadi najbolj povezujemo z nekimi mlajšimi sodelavci na začetku kariere. Glede na to, kar sem omenil čisto na začetku, da se stara delovna sila, da se tudi pričakuje, da bomo morali delati dlje. V bistvu to pomeni, da nekdo, ki je danes star, naprimer 50 let, ima lahko pred seboj še vsaj 15 let svoje kariere. Tako da tudi potem z tega vidika ne škodi, da bi organizacija imela pripravljena za takega posameznika nek karierni plan, ker vendar lahko še ogromno prinese tej organizaciji. Tudi prav je, da ima vse možnosti, da morda napreduje na kakšno delovno mesto ali kaj podobnega. In potem seveda tudi posledično, da je to izobraževanje, usposabljanje na voljo za vse starostne skupine. Kar se danes pokaže na vseh teh področjih, bom rekel, tudi povezano s tehnologijo, ki jo uporabljamo pri starejših zaposlenih, je to, da so organizacije bolj reaktivne kot proaktivne. Kaj to pomeni, da če govorimo recimo o nekem primanjkljaju delovne sile, pravzaprav organizacija to najbolj ugotovi, ko morda nek starejši zaposleni odide v pokoj, niso imeli pa nekega plana pripravljenega, kako bi to njegovo kritično znanje, ki ga je imel v tej organizaciji, zadržali, in potem, ko enostavno odide, nastane ena velika vrzel v tej organizaciji. Pa bi prosil kar za naslednji slajd. Zdaj, se pravi, pridemo pa do konteksta te današnje študije, ki je tudi bolj relevantna za tole konferenco. Vseeno se mi je zdelo prav, da naredim nek kratek uvod o teh starejših zaposlenih. Danes v bistvu organizacije ne samo za starejše delavce, ampak za vse seveda morajo naslavljati tako fizično kot duševno zdravje. Predvsem ta generacija Z, ki prihaja, zelo velik poudarek daje temu duševnemu zdravju, da se oni dobro počutijo na delovnem mestu. Zdrava delovna sila bo pa potem na drugi strani podpirala produktivnost, medgeneracijsko sodelovanje, pa tudi samo odpornost organizacije. Zdaj tukaj vstopijo pametne tehnologije, umetna inteligenca, da ponudijo neke nove načine za podporo promociji zdravja na delovnem mestu. Recimo konkretno pri nas na ekonomski fakulteti v bistvu vsako leto preko aplikacije v določenem tednu pride neka iniciativa, ki je, bom rekel, en majčken korak po pravo smer. To je, da skupaj s sodelavci in študenti nabiramo korake, s tem nekako promovirajo tudi zdravje na delovnem mestu. Vse skupaj poteka preko aplikacije, ki je relativno enostavna za uporabo in se s tem nekako tudi približa vsem zaposlenim študentom, da se med seboj nekako tudi bolje razumemo, podružimo. Če gremo potem kar na naslednji slajd. Zdaj, se pravi, organizacije pa imajo različne možnosti, preko orodij, kot so aplikacije, nosljive pametne naprave, digitalni opomniki, predvsem, da spodbujajo zdrav življenjski slog. Kar je tudi ena dobra stvar tehnologije, seveda vsi smo v nekih različnih obdobjih v življenju, bom rekel, v različni kondiciji, z različnimi preferencami, glede tega, kako se recimo morda želimo uplesti v neke športne aktivnosti, in potem v bistvu zdaj tehnologija lahko že zelo dobro pripravi nek
personaliziran program dobrega počutja oziroma neke športne aktivnosti, ki so precej prilagojene na posameznika, ki si to seveda želi. Tehnologija pa tudi nam omogoča dostop do teh programov kjerkoli, kadarkoli. Ne rabimo biti zdaj točno v pisarni, da se lahko kaj takega vključimo. Če gremo kar na naslednji slajd, prosim. Zdaj, če pogledamo z vidika outcome za organizacije, kaj to pomeni, neka pozitivna promocija zdravja lahko zmanjšuje absentizem, izboljšuje skupno učinkovitost organizacije, zdaj zdravi zaposleni imajo tudi precejšnje prednosti. Kar smo pa sami ugotovili v enem projektu, ki smo ga imeli za slovenskim ministrstvom, je pa tudi to, da so starejši zaposleni precej dovzetni za te tehnologije, ker se jim zdijo zanimive, ker si želijo v korak s časom in tudi potem sami želijo predlagati kaj organizaciji, kako bi lahko imeli kakšne programe glede v bistvu udeleževanja v teh aktivnostih za promocijo zdravja s pomočjo tehnologije, tudi za starejše zaposlene v njihovih organizacijah. Če bi šli kar naprej, prosim. Zdaj, pri tem nekako smo v bistvu želeli ugotoviti, kaj so neki osnovni gabariti za uspeh, da te tehnologije zaživijo. Ena stvar je gotovo buy-in zaposlenih, zato ker če ne bomo imeli velike udeležbe strani zaposlenih, potem je v bistvu vsaka taka iniciativa brez veze. Tako da tukaj tudi potem z zadnjim bulletom igra velik pomen vloga vodij, ki v bistvu morajo najprej seveda podpreti tako inicijativo, pa potem tudi v tem aktivno sodelovati, se pravi, da bojo dejansko tudi recimo v tem primeru, če bo neka enostavna aplikacija za štetje korakov, da potem tudi vodja nekako sodeluje pri tem, zbira korake kot celotna organizacija. S tem bo morda tudi prispeval k temu, da ne bo tako nizka udeležba. Ena stvar, ki je tudi mogoče malo problematična, je lahko digitalni stres, se pravi uporaba kakršnekoli tehnologije, še posebej pri starejših zaposlenih, lahko predstavlja določeno raven stresa, čeprav seveda, če je to na pravilen način predstavljeno, je ta stres precej manjši, pa seveda ljudje še vedno posebej, zdaj bom rekel, v dobi umetne inteligence, imamo določene pomisleke glede zasebnosti podatkov, zdaj tako je tudi podobno pri teh organizacijskih aktivnostih, ki bi na nek način spodbujale to zdravo in aktivno staranje in po drugi strani uporabljajo neke tehnologije, je določen pomislek glede zasebnosti podatkov, pa določeni viri in financiranje tovrstnih aktivnosti. Če gremo na naslednji slajd, pa dajmo mogoče tega kar preskočiti, če gremo še na enega naprej. Tukaj je v bistvu en priročnik, ki je nastal v letu 2025 z naslovom Active and Healthy Aging in the Workplace, a Conceptual Framework for Older Employees. To je bil en lep primer, bom rekel, medgeneracijskega sodelovanja, kjer smo v bistvu obe fakulteti, se pravi moja ekonomska fakulteta in pa od Ana Marije fakulteta za socialno delo, vključili študente, ki so v bistvu potem imeli neposredni stik z delovno organizacijo, kot sem omenil prej, z ministrstvom, enim izmed slovenskih ministrstv, kjer so imeli na voljo predstavnike HR oddelka in pa starejše zaposlene, da so se lahko dotaknili različnih področji. Zdaj, študentov je bilo 7, tako da je bilo 7 različnih poglavij, vsaj eno izmed teh je bilo pa tudi vezano prav na naslov današnjega predavanja, se pravi, kaj so neke te organizacijske aktivnosti, ki lahko skrbijo za zdravo aktivno staranje starejših zaposlenih s pomočjo tehnologije, tako da je nastala ena lepa zanimiva zgodba v tem priročniku, kjer je tudi bolj obširno zapisano, kakšne so te neke ugotovitve, kakšna je potem povezava s teorijo in pa kaj so potem študenti na koncu priporočili temu ministrstvu, da bi lahko na tem področju naredili. Naslednji slajd, prosim. Zdaj, kot sem omenil, midva z Ana Marijo sva sodelavca tudi tega kompetenčnega centra, ki je nastal v okviru enega evropskega projekta, tako da tukaj predvsem intenzivno pokrivamo to področje aktivnega in zdravega staranja v povezavi s socialnimi inovacijami. Za začetek smo imeli 9 fakultet Univerze v Ljubljani, potem je pridružen tudi Inštitut Jožef Stefan,
pa Nacionalni inštitut za biologijo, tako da imamo, bom rekel, tudi ta tehnološki element precej dobro pokrit preko drugih deležnikov, mi pa seveda posredno na njega opozarjamo, tako da tudi to danes je bila ena odlična priložnost, da sicer ne tako detaljno, kot recimo so bile prejšnje predstavitve, ampak predvsem posredno omenimo tudi to, kaj recimo v okviru Univerze v Ljubljani delamo na tej povezavi staranja delovne sile, staranja prebivalstva na splošno in pa potem tehnologije, ki lahko pri tem pomagajo. Recimo zdaj potem so tudi to, bom rekel, neke druge pametne naprave, ne lahko govorimo že na področju zdravstva, na področju dolgotrajne oskrbe, ampak ne bi šel v to. Imamo tudi kar nekaj tujih držav, ki pri tem sodelujejo, vsaj posredno, formalno bojo vključeni nekoliko kasneje. Sodelujemo na domačih evropskih projektih, pa ker vidim, da se čas počasi izteka, bi mogoče šel samo še na zadnji slajd. Zdaj nekakšna sinteza je, da aktivno zdravo staranje je seveda neka skupna odgovornost posameznika in organizacije. Tehnologija, umetna inteligenca danes so pa lahko zelo močna podporna orodja za promocijo zdravja. Če pa pogledamo v bistvu recimo, bom rekel, to relacijo med ljudmi in umetno inteligenco ali pa tehnologijo, je v bistvu tehnologija vedno neko podporno orodje, ne pa zamenjava. To smo tudi ugotovili v okviru drugih različnih raziskav, da si ljudje nikakor ne želijo izgubiti človeškega stika oziroma teh socialnih razmerij, ki vedno predstavljajo nek najbolj pomemben element. Zdaj, glede na to, da je tudi v bistvu dejstvo, da organizacije danes že kar imajo nekaj problemov s tem, da privabljajo talente, da jih zadržijo, pa tukaj bom govoril o talentih na začetku kariere, kot tudi proti koncu, je lahko to ena taka aktivnost, ki pomaga pri tem, da bodo organizacije zadržale talente vseh generacij. Hvala lepa za pozornost, še enkrat se opravičujem in za tehnične težave in pa za dejstvo, da danes žal nisem mogel biti z vami, upam, da ob kakšni drugi priložnosti se vam bom lahko priključil. Hvala lepa. Najlepša hvala za predstavitev. Je morda kakšno vprašanje v publiki? Zdaj, kljub začetnim tehničnim težavam smo potem vseeno uspeli to izpeljati in smo tudi mi imeli to izkušnjo, kako spremljamo poslušalce nadaljavo. Bi pa zdaj mogoče še eno vprašanje imel z vašo predstavitvijo. V predstavitvi ste omenili digitalni stres. Lahko morda poveste malo več o tem, kakšen primer ali pa zakaj prihaja do takšnega stresa in ali obstajajo morda kakšne rešitve, metode, kako obvladovati takšen stres, kako preprečiti. Jaz mislim, da do tega digitalnega stresa prihaja predvsem zato, ker, bom rekel, starejši zaposleni niso navajeni toliko na te tehnologije, sploh, ker niso toliko zrasli z njimi kot recimo generacije, ki prihajajo. Mislim, da bo to zdaj skozi leta, ko se bomo mi starali, precej manjši problem. Je pa to hkrati tudi rešitev v tem, da lahko mogoče že to ena promocija medgeneracijskega sodelovanja. Lih v torek sem sodeloval na enem panelu, ko je pač bilo izpostavljeno, da v eni dotični organizaciji je neka starejša zaposlena v bistvu kreirala Wordov dokument v PDF tako, da je v bistvu najprej Wordov dokument natisnila, potem pa ga je v bistvu skenirala, da ga je dobila v PDF dokument, in potem, ko so dobili enega mlajšega zaposlenega, je v bistvu ta mlajši zaposleni pač povedal, da se da to čisto enostavno s neko, bom rekel, tehnologijo rešiti, da ni treba natisniti pa kopirati. Tako da jaz verjamem, da recimo ta gospa vsakič, ko spozna neko, bom rekel, tehnološko rešitev, gotovo pride do določene ravni digitalnega stresa, predvsem skozi neko ozaveščanje, medgeneracijsko sodelovanje, pa mislim, da je to lahko ena lepa priložnost, da se tudi gradijo odnosi med različnimi generacijami, ki bodo sobivali na delovnem mestu, seveda starejši zaposleni imajo pa mogoče en kup drugih veščin oziroma znanj, ki pa lahko mlajšim pridejo še kako prav. Ja, super, hvala za odgovor. Morda kakšno vprašanje se je porodilo zdaj? Imamo eno vprašanje.
Pozdravljeni, hvala za vašo predstavitev. Moje ime je Tatjana Velcer, Univerza v Mariboru, FERI. V bistvu v zaključku ste izpostavili nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. V bistvu ta socialna vključenost, ki je verjetno tudi pri tej vaši raziskavi ena od pomembnejših dejavnikov, kajti verjetno ne gre tolikokrat pri starejših za samo aktivno delo, prav gotovo tudi, ampak pomanjkanje te socialne vključenosti in izgubo mrež. Ste tukaj že kaj dalje prišli ali je to še v fazah razvoja? Hvala. Ja, hvala lepa tudi za vaše vprašanje. Zdaj spet konkretno morda kar z tega slovenskega ministrstva, ne pa še kakšnih drugih ugotovitev. Ljudje v bistvu vedno rabijo nek občutek, da so koristni, da njihovo znanje še vedno aktualno, da ga lahko nekomu predajo. Tako da recimo tam so omenili, jaz pa še ne moram v pokoj, ker sem obljubil, direktorju, direktorci, da bomo tale projekt še izpeljali, pa da bom predal svoje znanje, ker delam 20 do 30 let na tem področju mlajšim zaposlenim, ki prihajajo, in tudi oni imajo v bistvu en tak, mini onboarding, da nekega mlajšega sodelavca povežejo starejšim. Tukaj je pa potem tudi ta socialna komponenta, so tudi rekli, zdaj, če je dober fit med ljudmi, veliko lažje prihaja do tega prenosa znanja med generacijami, če pa ni, so pa potem kar težave. Po drugi strani pa je lahko tako, da če bi imeli pa starejšega zaposlenega v organizaciji, ki ga noben v bistvu nič ne sprašuje, ga ne vključujejo, tudi na enem tam slajdu, ki je bilo izobraževanje, usposabljanje, če ga recimo, v navednicah namerno ignorirajo, ko pošiljajo ljudi na izobraževanje, usposabljanje, če nima nekega jasnega kariernega plana, če zdaj misli, da bo moral samo 5 let še opravljati to delo do upokojitve, pa da se ne bo nič zgodilo, seveda je potem tak zaposleni precej manj motiviran, pa po drugi strani tudi posledično precej manj koristen. Tako da tukaj je predvsem naloga vodje, kako ga nekako obdrži v neki dobri kondiciji, da lahko potem seveda aktivno prispeva in s svojim delom, pa mogoče tudi na drugi strani s tem prenosom znanja na mlajše generacije. Hvala za odgovor. Veseli me, da ste izpostavili to potrebo po medgeneracijskem povezovanju in v povezavi s to tematiko. Še posebej ste danes vabljeni na predstavitev rešitve naših študentov, ki so na letošnjem mednarodnem tekmovanju, ki je bilo v Pekingu, osvojili 2. mesto, in njihova rešitev je ravno namenjena medgeneracijskemu povezovanju. Tako da ljudno vabljeni na poslušanje predstavitve. Še enkrat hvala za vašo predstavitev in